Lep pozdrav vsem skupaj na še enem za live webinarju in sicer nadaljevanje iz prejšnjega tedna, kjer smo imeli brezplačni webinar v to tematiko danes samostojnost najstnika kot korak za korakom. To pomeni, kaj spuščati v katerem časovnem obdobju, torej starostnem obdobju, ker tukaj je bilo tudi največ vprašanj staršev, tako da ta se snema seveda za skupnost, za live, za starše in si boste lahko pogledali tudi za nazaj. Mislim, da bo ena slušalka bo dovolj, toliko da slišim, ko se bodo ljudje prijavljali notri. Dajmo kar zakorakati, to je 9. od 10 webinarjev, torej pred zadnji v tej seriji. Tako da poglejmo, kaj smo pripravili za vas. In sicer, kot vedno, naš moto je, ker mladi in starši najdejo skupno pot in najstnike in starše podpiramo pri vsakdanjih izzivih realnega življenja s pogovori in programi brez dlake na jeziku. Ne maramo pač vrteti okoli vrele kaše, radi smo direktni in tudi na ta način je sestavljen ta webinar. Pravila igre, kot jih že dobro poznate, zabavajte se oziroma bodite igrivi, ko gledate, odkrivajte, preizkusite, kar slišite, ne soditi glede na izkušnjo, ki ste jo imeli že v preteklosti, mogoče ste na podoben način poskušali, dajte danes drugega zornega kota pogledati isto stvar in tukaj ste itak zaradi tega, tisti, ki to poslušate ali tisti, ki ste danes z nami, ker ste že izjemni. Pomeni, nekaj želite v svojem odnosu z najstnikom in v družini premakniti naprej. Tako da, dajmo na polno zakorakati not. Zakaj ta tema? Nadgradnja pogovora iz preteklega tedna, obviously. In veliko staršev si želi, da bi bil otrok bolj samostojen. To je pač številka 1, kar slišimo, da je samostojen, da je odgovoren. Ampak hkrati čutijo strah pred tem, kaj se zgodi, če spustimo preveč ali spustimo prehitro, kdaj je zdaj pravi čas, da določeno stvar spustim z roke, da prevzame on odgovornost, pa da zakoraka res v samostojno pot, kaj je zdaj tu pravilno te. In kaj starši pogosto naredijo v takem primeru? Preveč pomagamo, to je številka 1, definitivno. Po domače povedajmo, jim odnašamo rit. Prehitro rešimo kakšno stvar, ker mi itak že vemo, pa mogoče kdaj nimaš potrpljenja, pa greš v to, pa dej bom danes resni cajta. Ok, včasih je to res na mestu, ko res ni cajta, ko se res ni zafrkavati za določeno stvarjo, in to je tisto, kar pogosta napaka, če jo ponavljamo oziroma če zmeri prehitro rešujemo na mesto njih. Preveč opominjamo, in pol si najstnik misli, pa kaj je spet z mano narobe, pa spet mi ne zaupa in tak naprej. Držimo stvari na mesto otroka. Pomeni, da niti ne spustimo izvajati, ne spustimo od sebe, da bi se lahko otrok preizkusil v tem. In to delamo z enim zelo dobrim razlogom. Vsi ga poznate. Iz ljubezni seveda. Zato, ker pač jih imamo toliko radi, da bi jim res radi najboljš, in v naših mislih dejansko je to najbolje, kar lahko naredimo. Najbolje, kar lahko počnemo. Ker pa bo seveda najboljši izid, ker seveda otrok še ne ve, mi že vemo in pač dajmo mogoče. Ključni problem je, če otrok nima prostora za odgovornost, potem je ne more razviti. Če ti zapreš ta prostor, kjer bi se otrok ravno razvijal to veščino, to prevzemanje odgovornosti, kako bo jo pa sploh razvil? Težka resnica je ta. Samostojnost ni nekaj, kar otrok ima, ampak je samostojnost nekaj, kar razvije. To je veščina, zapomnite si, to je veščina. Tudi vi ste se jo učili, tudi vi ste jo pridobivali čez izkušnje, ste padli na nos, ste probali še enkrat, ste vprašali za pomoč, ste probali 2-3 stvari in niso delovale, kako pa vi to rešujete, pa ste vprašali kakšnega od staršev, lahko da kakšnega mentorja, učitelja, kogarkoli, ki je vedel bolje. Torej, razvijali ste to veščino.
postopoma ste prevzemali odgovornost in postajali samostojni. A je res? Iskreno, priznajte se. Zdaj, kaj otrok potrebuje za samostojnost? Eno je prostor, ki bo lahko to varno počel in eksperimentiral. Polje odgovornost, seveda, prevzemanje odgovornosti. Potem izkušnje. Kje bo pa pridobil, če ne more poizkusiti stvari? In seveda posledice, ki zraven sodijo, če ne gre tako, kot smo se zmenili, če ima negativen izid in tako naprej, tudi sprejemanje posledic njegovih besed in dejanj. In pa seveda ne nazadnje našo podporo, ki je tam, ki je kot neki varna mreža, ki mu lahko, če res pade pregloboko, se lahko zateče in smo na voljo. Torej podpora. Kaj starš potrebuje? Eno je mir, definitivno. Potrpljenje. Včasih je res treba malo zagrist, pa počakati, ne bom takoj na prvo žogo, jest zaupanje. Dajte pogledati tudi vi v najstniška leta malo nazaj in se vprašajte, a ste se v najboljši luči pokazali, ko so res dali zaupanje v vas, pa so rekli, zaupam ti, vem, da zmoreš. Jaz te vidim, jaz vem, da je ta noter v tebi. In sam, tam si, glih tam si in si ravno zaradi tega ti je bila pozitivna spodbuda. Zaupanje, da jim zaupamo, to nujno rabijo od najstniki danes od nas. Sposobnost pustiti kontrolo. Ja, ti imaš že poštudirano, potuhtano, mogoče si že 30 let prakse imel ravno v tem, kar se zdaj tvoj najstnik lovi in matra in ne gre mu in poskuša prvič in ti ne, rabimo kontrolo, ker kaj pa, če slučajno spustimo, kaj bo, prevelike bodo posledice. Največja napaka je ta. Želimo rezultate, brez da se odvije ta proces pri najstniku. Mi pravimo, želimo, da je odgovoren, a nismo mu dali prostor, da to odgovornost razvije. Želimo, da je samostojen, a nismo ponudili tega varnega zatočišča, kjer se samostojnost lahko razvija. Ali pa nismo mu pustili, da gre skozi proces napak, kjer se lahko izklesa. Samostojnost po starostih, ker smo to tudi obljubili, potem se sprašujete starši, ja pa kdaj pol kakšne stvari dovoliti ali pa spustiti? V 12 letih, tam nekje, osnovna odgovornost. Tudi ko gremo v šole, zelo opazimo pri 12 letih dokaj še nezrelo razmišljanje, predvsem je fokus na užitek, uživancijo. Ja, seveda ne boš vsega popustil, vsega spustil, a ne? Pri 14 letih je že precej bolj zrela populacija, to je konc osnovne šole, tam ali 8. ali pa 9. razred, ja, normalno, da pride odločanje, pa tudi posledice teh njihovih odločitev, da začnejo nositi posledice njihovih odločitev. Tudi pravno gledano po 14. letu jih lahko država kaznuje, pred tistim pa ne. Tudi v pravi imamo neko razmejno obdobje 14 let. In sicer, da jih res postopoma začneš, kako se boš ti odločil? In potem za te odločitve nosiš neke posledice. Lahko so pozitivne, negativne, seveda. In potem pri 16 letih več svobode, več odgovornosti. Bomo tudi šli posamezna leta čez, ampak toliko, da jih naštejemo. In potem pri 18 letih je kaj je na koncu? Priprava na življenje, dejansko samostojno življenje in kako si bo zdaj on ali pa ona postavila življenje. Dajmo podrobneje pogledati pri 12 letih. Na kaj dati najprej fokus? Na neko rutino. Na urnike, ki so za pomembnejše stvari res noter v družinskem urniku, onim v svojem urniku, če jih izvajajo, če so prevzeli odgovornost za njo, da ob določenem času, kako smo se zmenili, na tak način se izvede.
To govorimo o osnovnih obveznostih. Take stvari, ki se pomagajo v gospodinstvu, take stvari, ki se pomagajo zunaj, ne vem, lažja dela in tako naprej. Obveznosti, ki lahko prispevajo družini in zanimivo začnejo rasti iz tega ven. Pomembnost jim raste v družini, ker lahko več prispevajo, ker ste jim dovolili in se lahko bolj koristnega počutijo znotraj plemena. Valjda, da bodo tudi ponos lahko razvili, pa vedno več samostojnosti bo prišlo z tega ven. In potem organizacija. Zakaj pa ne? Naj si sami organizirajo čas, naj dajo predloge, kako bi oni to naredili. Sodelovanje doma je ta poanta, na katero ciljamo, tisti ožji okoliš, kjer imaš pač definitivno več kontrole, ti kot starš, kjer lahko prevzameš težje bremena, težje odgovornosti. Torej, pri 12 definitivno začnimo s tem. To so tudi ta leta, ko jih več ne moreš kar tako samo vzgajati, kar si jim dal do 12. leta, kar se vrednot tiče in tako naprej. Tukaj naprej si pa želijo zaupanja z naše strani in da jim predajamo stvari. Zelo pomembna faza. Kaj spuščamo pri 12, mi starši? Šolska torba definitivno ni več tvoja odgovornost, ampak je njihova. Osnovna organizacija okoli doma, svojih nalog, kdaj se bo učil in podobne. Manj opominjanja, nehaj ga opominjati, ker pač to je njegova naloga. To je tako, kot tvoja služba je njegova šola. On je polnovredni član gospodinjstva, družine in tako kot funkcionira najšibkejši člen, tako funkcionira celotna družina. Valjda. In nehaj ga opominjati. Naj doživi frustracijo tega, komu ne bo šlo. Naj doživi malo posledic tistega, kaj sledi, če se on osnov ne drži. In seveda postopoma to spuščaš. Rečeš, do zdaj sem te rabil opominjati, zdaj si že odrasel, zdaj zato pač definitivno lahko prevzameš odgovornost, samostojnost. In tukaj računam na tebe, da boš od te osnove ti od zdaj naprej rihtal. Kako se ti to zdi? Se ti to zdi v redu? Super, ok. Dokdaj bo to narejeno? In lahko, da bomo še kdaj rabili malo ponoviti, obnoviti in tako naprej. Ampak oni so si to zbrali, oni so zdaj to prevzeli odgovornost. Dobro, gremo naprej. Pri 14 letih, na kaj damo fokus? Otrok začne sprejemati več odločitev. Skratka, prepusti jim čim več njihovih odločitev, da izkusijo, kako je to, ko se ne rabi samo na 1, 2, 3 stvari fokusirati, ampak kar naenkrat ima lahko da tudi 10, 15 stvari. Kaj so zdaj odločitve, ki jih boš sprejel? Malo premisli, kaj bo s to odločitvijo prišlo, da dejansko se tukaj že gre za njihovo življenje. Mislim, ena od takih odločitev, v katero srednjo šolo bo šel, kateri poklic te zanima, katera usmeritev, v katero smer se bi želel razvijati, je to malo bolj na šport, je bolj na znanost, Skratka, da čim več razmišljajo o tem in da ne sprejemamo mi odločitve namesto njih, da ne mi njim sugeriramo, kaj si mislimo, da bi bilo najboljše na dolgi rok za njih. Seveda smo lahko tam v oporo, svetovalec, če nas vprašajo, če pridejo po pomoč, ne pa da mi odločitve sprejemamo namesto njih. Skratka, fokus predvsem na sprejemanje več odločitev. In kaj spuščamo mi starši? Organizacijo časa damo popolnoma stran. So pa posledice, ko se ne drži tistega, kar smo se zmenili, pa do ta čas, ko smo se zmenili. Manj preverjanja, še manj preverjanja, ne pa še več kontrole, kar slišim pri veliko starših, ki je pač prepiranja in tako naprej. To smo zamudili že za par let. Torej, osnove niso bile postavljene. In seveda več posledic, da jasno čuti, ko pač nekaj ni šlo v redu, bo tudi moral nositi posledice teh svojih besed in dejanj. Naprej, pri 16 letih, več svobode, še več odgovornosti. Pa boš spol rekel, kaj še več svobode, kaj še več odgovornosti. Sigurno je telefon. Glej, mene sicer žalosti, da
v današnji dobi z večino staršev, ki se pogovarjam, pa upam, da res ni večina, ampak taki, ki nas kličejo, pa imajo težave in tako naprej, je telefon je dobil že pri 10-11 letih. Pa med zadnjimi ga je dobil, ne, za tem obvestilom, pa med zadnjimi ga je dobil. Ja, mogoče tistega na tipke, da te lahko pokliče, če res rabi nujno pomoč, ne pa pametnega telefona. Pri 16, ja, v redu. Izhode, kakšne žurke prve in tako naprej. To so srednja šola, to so že prve izkušnje, tudi jaz sem jih imel pri teh letih, nič nenavadnega, želijo si, romantika se začne razvijati na polno cvete in se iščejo in tako naprej. Je, kje bodo drugače razvijali to družabnost izven šole, ja, tudi kakšne žurke, tudi izhodi, odnose, da se oni odločijo, s kom se bodo družili, s kom ne. Da se odločijo o financah, mogoče bodo kaj delali, kakšno počitniško delo in tako naprej. In da začnejo prevzemati organizacijo življenja. Na kak način, da v bistvu on si sestavi en sistem, kdaj je učenje, kdaj je žur, kdaj je pomoč doma, kdaj je skupni čas za družino, kdaj je čas za zabavo, kdaj je čas za resnost. Da si organizira to in postopoma prehajamo proti odraslosti. Ker pri 18 letih je to dobesedno priprava na življenje brez starša. V večini primerov, še posebej, če grejo študirati nekam ven iz kraja bivališča, ali pa tudi na ta način, da se hočejo osamosvojiti, grejo v svoje stanovanje, študentsko stanovanje, nekateri že celo delati po končani srednji šoli. Dejansko je to priprava na življenje brez starša, samostojno življenje. In cilj ni popolnost. Zdaj, ne vem, če se kdo spomni od vas, ampak jaz pri 18 približno nisem imel poštimanega življenja in kam točno in na kak. Tudi še zmer sem bil, z veseljem sem sprejel podporo staršev in prišla je z jasnimi omejitvami, prišla je z jasnimi pričakovanji njihovi, če bom jaz pač pod določenimi pogoji, potem, normalno, bo podpora tam, če ne, jaz izbiram sam. To je zdaj moje življenje, res je moje samostojno življenje. Cilj je sposobnost samostojnega življenja. To je ta glavni cilj, ne popolnost. Ne, da ti vse zdaj gre, vse imaš poštimano do nule natankosti, finance, tretje. Glej, včasih rabi biti frustracija, da ješ mogoče en teden samo rajš, ker drugega si ne moreš privoščiti. In valjda bo mama, pač, ko za vikend prije domov, pač dala še tam nekaj skuhanega in tako naprej. Ne govorim o tem, ampak samostojnost. Malo začutijo, za samostojno življenje je pa treba kar nekaj stvari, skup sestaviti, da se poklopijo, da si pač tam 18 let je res, ni več čas za, bomo še malo poštudirali, bomo še malo potuhtali in tako naprej. Zame je recimo pri 18 se jasno spomnim, je to bilo konec srednje šole, je bila matura, je bilo izpit za avto, je bil, ker sem se zanj res veselil pa trudil, je bilo, kam točno bom šel naprej, študij si izbrati, kaj bi bila moja profesija in tako naprej. Enostavno ni več bilo toliko prostora za kar neke izgovore, pa ja, ti si mi rekel. Ne, ti si se odločil, pač samostojno življenje, priprava na samostojno življenje. Kako bo tam izgledalo, ko bo jaz iz Lendave v Ljubljano in tako naprej. In je bil čisti šok, priznam. In sta me dobro pripravila zaradi tega, ker sta postopoma dajala pač to kontrolo stran, postopoma sta dajala kot starša vedno več zadolžitev, vedno več obveznosti, vedno več odgovornosti. Zakaj pa starši težko spuščamo oziroma spustimo to kontrolo, kar smo prej omenjali? Strah pred ponavljanjem naših napak je ena stvar, ki je sigurno, pač gledamo iz svoje preteklosti in upam, da se mu ne bo ista stvar zgodila, kot se je meni. Pa dej, če me ni poslušal, pa bom jaz posredoval in bom preprečil sam, da se ne zgodi tista ta največja napaka.
slabe izkušnje iz naše mladosti, prenašamo notri v njihovo prihodnost. In kaj, če se ne bodo zgodile? In kaj, če se zgodijo, a smo mi pač lahko šli čez to, smo zrasli, smo se nekaj iz tistega naučili? Definitivno smo. Potem želimo jih zaščititi. Jaz sem z mojo mamo še danes pogovarjam, pa to ji ostane, to jaz razumem mamo popolnoma. To je njena ljubezen, ki tam ven govori. Ona bi rada mene zaščitila pred vsem, kar pač si ona predstavlja, da bi se lahko slabega zgodilo, kar je čisto normalno. Še pri 28, 30, 35 mi je isto govorila, obleč si pulover, če je zunaj mrzlo, da ne boš prehladil, pa če se prehladiš čim prej k zdravniku, da ja ne bo se poslabšalo. Ampak kaj je govorilo ven iz nje? Ljubezen, valjda, saj smo že prej povedali. In želijo zaščititi. In pol je občutek odgovornosti, ki ga nosimo že od otrokovega rojstva. Zdaj si predstavljaj, tisto štručko si držal v roki, popolnoma nebogljena, ne more paziti na sebe, ne more se prehranjevati, rabiš ga zamotati, da mu je toplo, da je toplo, poskrbeti za to, da so hranila tam, poskrbeti za to, da je okolje primerno za odraščanje in tako naprej, in postopoma raste. In preden si se ozrl, je v tvoji hiši 16, 17, 18 letnik, ki tega še vedno hočeš zaščititi, kot tistega otroka, ta majhnega otroka. Predvsem mamice imamo mogoče malo več težav pri spuščanju tega. Kar je tudi normalno, zato ker ste toliko skrbne. Ključni premik: ne rešujem vsega. Valjda, da boš hotel, valjda, da se ti bo... Zadržim se. Ostajam opora, kar je zelo pomembno, da imajo občutek, da je neka varna mreža odzadaj, kar zajema poslušam, tudi vprašam, da vidim, kako mu je, skozi kaj gre, usmerim kvečemu, če vpraša, kako bi pa ti to, jaz bi pa tako probal, če bi bil namesto tebe, mislim, da po tej poti boš malo lažji. Ali pa ta pot ti omogoča bistveno boljši rezultat. Vse je po izkušnji. Glej, pa probaj. Ne rešimo skupaj, ne namesto otroka. To pomeni, ti si mu samo opora, ne pa rešuješ te zadeve namesto otroka. Zakaj? Ker pol ne bo čutil česa? Posledic. Posledice gradijo odgovornost. In pol smo mi neučakani, prehitro rešujemo in v bistvu onemogočimo to rast. Onemogočimo, da čutijo te posledice, če prehitro posredujemo. Primer, pozabil je športno opremo. Recimo. In potem za pikca skočimo v avto in mu športno opremo dostavimo, zato ker je pomembno, da bo tisti trening oddelal, ker bo pol lahko zrastel in ne vem kaj. Kaj pa, če bo bolj zrastel zaradi tega, ker bo čutil bolečino, ker je tokrat bil nepripravljen, ker si ni marljivo pripravil tiste torbe, ker je bil nepozoren doma ali karkoli se je že zgodilo, ni imel tam fokusa. In ti si mu vzel to možnost, te frustracije na tej pred tekmo ali pa pred pomembnim treningom, ker pač bi on res lahko nekaj od tega imel, če bi se pripravil, če bi bil odgovoren doma, če in ti si mu vzel to priložnost, da zraste. In starši pol pripelje se zmeraj zanašajo pol na nas, odnašamo jim rit, ali pa otrok občuti posledico, ta dan enostavno ne sodeluje. Ena največjih kazni, ki jo lahko šport, ki ga on obožuje, ker bi vse dal za to, da bi lahko sodeloval. In takrat je nosi posledice svojih besed, svojih dejanj, tega, kar on ni naredil, da bi se pripravil. In kaj se otrok nauči, v katerem od teh scenarijev? Moje odločitve imajo posledice. To je pač tisto bistveno, da pade. Da če bo on kršil določena osnovna pravila, če da roko na vroč pohert, na vročo pečico, kaj se bo zgodilo?
Fizika ga bo naučila, da ni ok, da ni fajn. Razen, če pač res uživaš v mehurjih na rok. In podobne situacije. Te se naučijo že v bistveno manjši mladosti. Zdaj, ti mu pa onemogočaš podobne izkušnje, če rešuješ stvari namesto njega, namesto da mu pustiš, da včasih nosi posledice svojih teh dejanj ali pa da ni bil odgovoren. Telefon in samostojnost. Ne deluje kaj, ko ima popolno svobodo. Definitivno ne deluje. Ne deluje tudi ne popoln nadzor, ker oboje vodi definitivno v slab scenarij. Popolna svoboda lahko da vodi predvsem pri nižji starosti v odvisnost, je zelo velik problem. Marsikateri psiholog o tem razlaga. Popoln nadzor in tudi ena najbolj pogostih zasvojenosti pri mladih je dejansko za modrimi ekrani z telefoni. Prednjačijo telefoni. Popoln nadzor, kaj bo povzročil? Ja, ne zaupajo mi. Ne zaupajo mi, kreganje nekaj narobe z mano, sicer si mislijo, da sem neumen ali pa nedorasel, nezrel ali kakorkoli. Kaj pa deluje? Eno je dogovor, potem je odgovornost, ki sledi zraven tega odgovora, da bo odgovorno ravnal v skladu z dogovori, in sicer, če se pa tega ne bo držal, pa dodamo še posledice. Je pa čisto normalno. On si tudi naj določi, soodloči posledice. Kaj se bo zgodilo takrat, če on ne bo ravnal v skladu z dogovori odgovorno? Da mu je kristalno jasno, da sledijo posledice, da to ni zdaj ti si zdaj neka baraba, ki si te posledice določil in si mu zdaj odzel telefon. Ne. Prosil te je za to. Ker želi imeti več odgovornosti, ker si cel čas to želi najbolj od tebe. Kako reagirati, ko gre narobe? Prvo, brez panike. Brez predolgega predavanja, brez sem ti rekel, ostani stabilen, ostani zvest tem dogovorom, kako ste se dogovorili, kere stvari on prevzema, da pod takimi pa takimi pogoji ne pol prilagajati, ker se ti je pikat zasmilil, ker pač je to bila težka situacija in tak naprej. V redu, včasih boste popustljivi, včasih ne boste odreagirali v 100% tako, kot je, ampak pridite nazaj na dogovore, ker velika slika, big picture, vi ga učite, ste na poti do grajenja te samostojnosti, odgovornosti, ki si jo toliko želite. Tudi vi ste soodgovorni za grajenje tega, pa ne namesto njih delati. Ne, oni pridejo od tega. Ključno vprašanje pa je, kaj boš naredil zdaj, ti kot starš? Kaj otrok potrebuje dejansko od starša? Eno je definitivno občutek varnosti, to ti da domača celica, to ti da tista osnovna celica, ki je tam prisotna. Če se res vse podre, dati nek okvir, znotraj teh okvirov operiramo, tukaj sem ti opora, če greš ven iz teh okvirjev, posledice. In da damo ta prostor za rast. Naj dela napake, valjda ne tiste ta neumne, to si mu že prej povedal v rani mladosti, in s tem postopoma spuščal. Prostor mu daj za rast, prostor mu daj, da kdaj pade, prostor mu daj, da kdaj boli, da je frustriran, da je kreativen, da pol razvije strategijo, da najde svoje poti in tako naprej. Prostor za rast. Kaj otrok? To sem še enkrat ponovil. Kaj otrok ne potrebuje? To je bila ena napaka, se opravičujem. Kaj otrok ne potrebuje od nas staršev? Stalnega reševanja, to kot rezime, nadzora, da mu konstantno visimo nad, ni še, občutka, da ne zmore sam, kar bo samo po sebi prišlo, ko mu govorimo, ko ga nadzorujemo, ko stalno rešujemo.
Počutil se bo kot nadzorovan, počutil se bo, kot da ne zmore tega sam, kot da je nekaj z njim narobe in slej ko prej bo pač obupal in rekel, pač naj delata v redu, pač namesto mene. Največji cilj je, da otrok začne nositi življenje sam. Če tako na kratko povzamem, samostojnost je proces. Odgovornost se gradi. Napake so del razvoja, čeprav včasih bolijo. Starš je opora, ne pa rešitev problema. Naloga za starše, to vzamete resno, si lahko vzamete zdaj v tem webinarju, ne odlašati na jutri, ker boš itak pozabil, ker se ti bodo pomembnejše stvari pojavile. Vzam si list papirja, A4 list papirja, naredi si seznam in pregled tega. Kaj še vedno držim na mesto otroka, ker mu ne zaupam, ker nismo se dogovorili, ker se mi zdi, da še ni pravi čas, da to prestavim. Malo poglej po spisku, po letih, kako smo pač razdelali malo prej, a sem mu kakšno stvar prej dovolil, pa je bila napaka, kaj lahko mogoče malo korigiramo, se na novo zmenimo. Skratka, kaj lahko storim, to tudi skomuniciram, oziroma kaj lahko spustim, Kaj lahko spustim, potem tudi to skomuniciram. Od zdaj naprej več ni moja odgovornost, od zdaj naprej je tvoja. A se ti to zdi fajn? In ponovno se postavijo pravila igre, a ne? Ko se pač da več odgovornosti, so nova pravila igre. Zdaj naprej so tudi druge posledice, ki hodijo zraven. Pač starostjo vse smo prešli čez. Da je kristalno jasno, kaj se tudi od njega pričakuje. To lahko definitivno naredite na kakšnem družinskem sestanku, definitivno lahko po kakšnem, kdaj je tisti tipičen čas, ko ste vsi skupaj, mogoče po kosilu, pa malo podebatirate, pa se spravite zraven, midva z mami sva pa res razmišljala, si že toliko dozorel, si že toliko odrasel, fajn bi bilo, da te pa te stvari midva ti zaupava, jih prevzameš od zdaj naprej, a se ti zdi to ok? Si za. Ful bi tudi razbremenilo družino, vedno starejši si, vedno več lahko prispevaš. Jaz ti popolnoma zaupam, da to lahko sendeš. Si za? Tukaj smo, gre kaj narobe, lahko smo kdaj opora, lahko smo kdaj kakšen nasvet damo, ampak to je zdaj tvoje. Gradiš ta samostojen life, kaj nekaj dne se boš postavil na svoje noge. In še čist na kratko za zaključek. Če želimo samostojnega otroka, ga moramo postopoma nehati držati za vse, oziroma delati stvari namesto njega. Kako zdaj naprej? Vi ste že vsi navajeni v skupnosti za starše, gremo še bolj v prakso, dajmo iti tam v pogovore, komentarje mi nam napišite, vprašanja za nas, mentorje postavite. Kako zaupati sebi, o tem se pogovarjamo, kako postaviti družinski kodeks, a ga že imate, a nekateri še odlašate, a bi ga nekateri lahko posodobili, glede na današnjo razpravo, ker v kodeks sodi tudi, kaj se pričakuje od posameznega člana družine, lahko da se ponovno razporedijo dolžnosti in zadolžitve posameznih članov, ker ta mladi prevzamejo več odgovornosti. Kaj spuščati, pri kateri starosti, tudi o tem se lahko še naprej pogovarjamo, ker si podelimo izkušnje, vaše osebne izkušnje, definitivno dobrodošle. Dobimo valjda da možnost vprašanj in odgovorov naslednji teden, če bodo prijave, se dajte prijaviti za interes za Q&A z mano in predebatiramo, kar je bilo v tem mesecu kaj smo predebatiramo, kaj smo v zadnjih 2 tednih tudi imeli za tematiko, glede odgovornosti, kdaj spuščati kakšne stvari in podobno. Zdaj, datum sem tukaj čist minfalil, je čez 1 teden. Torej, Q&A lahko naredimo 18. zvečer, ista ura, 19:30, v skupini skupnosti Starši za life, pa bom na voljo, Zoom link se bo poslal, boste dobili obvestilo, tako kot zmeraj.
Naslednji webinari 1.6. Ta bo brezplačen webinar, tukaj lahko povabite širšo skupnost staršev in tudi šla bo ven mailing lista, po socialnih omrežjih bo objavljeno. Sicer tema najstnik brez motivacije doma. Kako ga premakniti iz se mi ne da v akcijo, brez siljenja in pregovarjanja. Zdaj je konec šolskega leta. Ocene. Nekateri enostavno pokleknejo, toliko se mi je že vsega nabralo, zdaj se mi pa več res ne da, prenaporno je, jaz bi že užival, že poletje, bom si pustil, pa sej tudi, če imam eno grajo, pa bom že popravil nekdaj. Znano. Skupnost starši za live čez en teden, torej po tistem 8.6. nadgradnja te teme, seveda tako kot do sedaj, v preteklih mesecih. In sicer govorili bomo o tem, da problem ni motivacija, problem je okolje. In sicer kako doma ustvariti to okolje, kjer otrok začne sodelovati brez konstantnega pritiska z naše strani, brez presinga in brez pregovarjanja, seveda. Kot vsi že veste, ali pa tudi tisti, ki še ne, mentorstvo za celo družino izvajamo. Aktivno so tudi na Facebooku, na Instagramu oglasi, kjer Jernej razloži, kaj je bistvo naših mentorstev, kjer dejansko najstnik dobi usmeritev, smer, si ga sam ustvari, ne samo da ga dobi, sam si ga ustvari skupaj z nami mentori in starši ponovno dobite stik z njim ali pa z njo. Če je bila kje šum v komunikaciji, če se kakšne stvari ni dalo zmeniti, ker je bila tam zadrega strani najstnika, mogoče so bile kakšne zamere, mogoče si je nagledal kakšne naše slabe navade, pa je ravno tisto kopiral. Za povezane in enotne družine, zato stojimo pri ZaLifeu, vzamite si nekaj minut in preverite možnost sodelovanja z klikom na link, ki ga najdete spodaj, bomo ga prilimali. In za konec, ful vam hvala, da ste bili del tega webinarja. Ura je 8 minut, slabe 40 minut dolgim webinarjem. Vaše mnenje mi ful pomeni. To je šele moj drugi webinar, oziroma dva taka sem že odvodil z Jeleno. Tega čisto samostojno, tako da ful bom vesel kakšne kritike, pohvale, kaj lahko izboljšam. Vaše mnenje mi je ful pomembno. Jaz se poslavljam za ta večer, ne pa pozabiti, bootcamp voditeljstva za najstnike je od 5. do 10. julija, potekajo že prijave in intervjuji z mano. Tokrat bom jaz mentor z določenimi somentorji, Jernej bo poskrbel za svojo razširjeno družino, ki se je hčerkica pred kratkim rodila, tako da to leto bo malo manj časa lahko namenil tem našim projektom, ampak tukaj smo ekipa skupaj stopi in bomo izvajali tudi naš bootcamp voditeljstva za najstnike. Definitivno druga lokacija, Trebnjem, se že veselimo. Isto kot lani nadaljujemo tradicijo strokovni gostje, vsak dan na eno tematiko, od finančnega usposabljanja do voditeljskih sposobnosti v praksi, od bivših direktorjev, ki zdaj uči direktorje, od mladih podjetnikov, ki so svoje podjetje sestavili že v študijskih letih in ga še s pridom širijo naprej. Imena so na spletni strani gostov, ki jih imamo že potrjene, tako da poglejte si, lahko pišete v Google bootcamp voditeljstva za najstnike, ZaLife bootcamp, oboje vam bom vrgel te rezultate. Se vidimo kmalu in upamo, da tudi na kakšnem intervjuju z vašim najstnikom. Predvsem pa za fante ta trenutek, za punce še nismo tako daleč. Uživajte, fajn bote, lep večer še naprej.